Dobrodošli, dobrodošle na dogodku Digitalna ljubezen v okviru Dneva o enakosti spolov, ki potekajo na Filozofski fakulteti od 6. do 27. marca. Današnji dogodek smo preselili iz Aškrčeve v Pritličje, da malo razširimo lokacije dogodkov in da nekoliko razgibamo zdaj že tradicionalni dogodek, ga morda približamo kar se da široki publiki. In ker je organizatorka in moderatorka dogodka Živa Gornik zbolela, v njene čevlje nekoliko pozno, pustno stopam jaz, Andraž Fink, sicer poleg Milice Antič Gaber in Žive odgovorni soorganizator, po izobrazbi sociolog, pedagog in andragog. Današnji dogodek je zamišljen kot pogovor o ljubezni, digitalni ljubezni in intimnih odnosih, v katere vstopamo v 21. stoletju. Na okrogli mizi pa bodo sodelovali docent dr. Žan Lep iz oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pri svojem raziskovanju se ukvarja predvsem s preučevanjem motivacijskih in kognitivnih temeljev odločanja in vedenja, povezanega s širšimi področji državljanskega delovanja in udejstvovanja, politike, denarja in zdravja, ki nam lahko pomagajo razumeti kompleksne družbene procese v sodobni družbi. Asistentka doktorica Ana Marija Šiša iz katedre za medijske in komunikacijske študije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Področja njenih raziskav so mobilne aplikacije za zmenke, novi mediji ter sociologija intimnosti ter seksualnosti. In kot zadnja, asistentka Leja Markelj je raziskovalka iz Mirovnega inštituta in doktorska študentka študij spolov na Filozofski fakulteti. Zanimajo jo predvsem teme na presečišču spola in dela, na Mirovnem inštitutu pa sodeluje pri projektu tematskega sklopa Spol, kjer obravnavajo enakost spolov, feministična gibanja, seksualno delo, skrbstveno delo in študije moškosti. Dobrodošli, dobrodošle. Da začnemo kar z nekim uvodnim vprašanjem, ki je namenjeno kar vsem trem, kot neko izhodiščno vprašanje. In sicer, kako tehnologija vpliva na naše razumevanje romantike in intimnosti. Zdaj, mogoče tudi vnaprej, če se slučajno vam zdi kdaj, da bi rade uskočile, lahko mogoče dvignete roko, pa pride potem beseda do vas. Drugače pa lahko začnemo kar tam najbolj stran od mene in potem se premaknemo k meni. Okay. Živjo, jaz sem Ana Marija Šiša, hvala Andraž za predstavitev, hvala Živi za povabilo, ki sicer ni tukaj, ampak lahko ji prenesete zahvalo. Torej izhajam iz medijskih in komunikacijskih študij, ki so pač moje področje raziskovanja. Potem bi pa rekla, da sta torej ljubezen in zmenkovanje ali pa v preteklosti dvorjenje odvedno bila v bistvu nek medijsko-tehnološki pojav. Torej jaz bi rekla, da izhajajoč iz tega kanona, da v bistvu nikoli nista ljubezen in medijske tehnologije ali pa komunikacijske tehnologije v bistvu bila ločena pojava. Torej tako proces oblikovanja neke romantične in hkrati tudi seksualne intimnosti vedno vključujejo tudi neke medijske tehnologije in recimo nečloveške oziroma tehnične akterje. Jaz bi tej temi tako pristopila in ko sem pač včeraj razmišljala o tem vprašanju in o tej okrogli mizi, sem se v bistvu spomnila enega citata Friedricha Kittlerja, ki pravi, da bi medijske tehnologije že obstajale in bile možne brez ljubezni, ampak da ljubezni najverjetneje ne bi bilo brez medijskih tehnologij. In zdaj pač medijske tehnologije so pomembne zato, da pač oblikujemo ljubezenske intimne odnose tako pač na neki diskurzivni ravni, se pravi kot literatura, filmi, da sploh razumemo, kaj romantična ljubezen je. In hkrati tudi kot komunikacijska tehnologija, torej da nam pomaga v bistvu udejanjiti to ljubezen. Tako da bi jaz rekla, da sta ljubezen in tehnologija neločljivi.
tako nekako. Živijo tudi z moje strani in hvala organizatorjem in organizatoricam za vabilo. Jaz imam pa mogoče en mal drugačen vidik digitalne ljubezni, namreč o tem bom govorila predvsem z vidika seksualnega dela, kjer se v bistvu med seksualno delavko in stranko ne vzpostavljajo neka pristna ljubezenska razmerja, ampak gre za neke bolj začasne ali pa priložnostne in plačljive odnose, tudi lahko ljubezenske. Govorila bom predvsem oziroma izhajala bom predvsem iz izsledkov raziskave, ki smo jo izvedli na Mirovnem inštitutu, v kateri je sodelovalo več kot 100 seksualnih delavk in delavcev in v kateri smo ugotovili, da je digitalizacija pravzaprav zelo izrazito preobrazila tudi področje seksualnega dela. Predvsem se je to začelo dogajati nekako v času epidemije koronavirusa, ko je bila večina oblik seksualnega dela onemogočena in so vzcvetele različne nove oblike digitalnega seksualnega dela, med drugim tudi na primer delo preko platforme OnlyFans, ki jo verjamem, da vsi poznate, če pa morda ne, sicer gre za naročniško platformo, kjer si ustvarjalke vsebin ustvarijo profil, kamor nalagajo največkrat erotične vsebine, naročniki oziroma njihovi fani pa plačujejo mesečno naročnino, da do teh vsebin lahko dostopajo. Zdaj od drugih platform, ki so obstajale že prej, pa na primer ponujajo neke webcaming storitve, se razlikuje predvsem po tem, da poleg erotičnih vsebin velik poudarek daje na vzpostavljanje stika s temi ustvarjalkami. Torej, to potem omogoča tudi neko personalizacijo teh vsebin glede na potrebe in želje naročnikov. Hkrati pa to od delavk seveda zahteva tudi večje investiranje neke lastne intimnosti v takšne odnose z naročniki. V zadnjem času se na primer pojavlja tudi vse več seks robotov, ki so ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Na primer nedavno sem zasledila tudi, da se je odprl prvi cyber bordel, kjer lahko uporabniki vzpostavljajo interakcijo s temi seks roboti, ki pa imajo tudi prilagodljiv videz in se lahko z njimi uporabniki in uporabnice pogovarjajo. Torej, digitalizacija zagotovo spreminja naše dojemanje intimnosti in seksualnosti tudi na področju seksualnega dela, čeprav je to zelo en specifičen vidik, pa bomo verjetno več o tem povedali tudi v nadaljevanju, kako. Vas lepo pozdravljam tudi jaz. Zdaj v psihologiji v bistvu največkrat rečemo, da mi živimo v nekih namišljenih svetovih, ki so definirani z našimi predstavami, v bistvu ni toliko važno, kaj se objektivno tam zunaj dogaja. In če pogledamo z te neke širše perspektive, tehnologije ali pa vse te platforme in to odpirajo neke nove prostore in spreminjajo na eni strani vedenje, na drugi strani pa tudi pričakovanja o nekih vedenjih in z vidika recimo intimnosti, povezanosti, torej te neke želje po deljenju stvari, po nekih tesnih, globih odnosih. Po eni strani lahko rečemo, da tehnologija te odnose nekako dela bolj površinske, ampak na drugi strani pa vseeno omogoča neko večjo povezanost, neprestano dosegljivost in v tem smislu spreminja pričakovanja do ne samo v ljubezenskih razmerjih, ampak v vseh odnosih. In pol, če to nekako povežemo z drugo veliko socialno-psihološko teorijo o nekih izmenjalnih odnosih, kjer se vedno srečujejo pričakovanja ene osebe in recimo pričakovanje koristi in stroške, ki jih vsak odnos v bistvu predpostavlja, bi lahko govorili o stvareh, kot je kaj z vidika intimnosti pomeni to, da veliko več delimo z ljudmi, kot smo delili mogoče v preteklosti,
kaj pomeni neka pričakovanja o neprestani dosegljivosti, ki potem postaja neka nova norma in to, da recimo ne deliš vsega ali pa da nisi neprestano dosegljiv, kako to vpliva na odnose in na neka pričakovanja. In pol, da se že kar takoj navežem na recimo adaptivno tehnologijo, seks robote in v bistvu vse, kar omogoča, da se odgovori prilagajajo našim pričakovanjem skozi različne algoritme, to dela tehnologijo privlačno. Tehnologija nikoli ne bo rekla ne, nikoli ne bo nedosegljiva in v resnici obstajajo tudi raziskave, primeri, tudi neprijetni za posameznike, ko so neke intimne odnose ali pa odnose povezanosti ljudi vzpostavili z tehnologijo, z klepetalnimi roboti in zelo veliko investirali v to, tudi na račun stikov z ljudmi, kar predstavlja velik izziv za recimo prihodnost. V bistvu ste se zelo dobro usedli, ker je moj vrstni red vprašanj v bistvu tudi oddaljen stran od mene proti meni. Tako da se mogoče vračamo na koncept ljubezni in mogoče ste že na nek način o tem kakšno besedo rekli, ampak kako se je koncept ljubezni zaradi digitalizacije v bistvu spremenil? Torej, jaz začnem odgovarjati, okej. Ja, v bistvu, če se navežem torej na prejšnji odgovor, ki sem ga podala, bi definitivno rekla, da je digitalizacija spremenila torej, kako dojemamo ljubezen in tudi načine, kako jo prakticiramo. Ena meni osebno zelo pomembna avtorica, Lee McKinnon, piše v bistvu o našem o dojemanju in prakticiranju ljubezni v tako imenovanih torej preddigitalni dobi in postdigitalni dobi. In ona v bistvu pravi, da so v preddigitalni dobi ljubezen in ljubezenske odnose nekako uokvirjali in situirali pravzaprav literarni diskurzi in literarna dela, ki so uokvirjala ljubezen kot nek organski pojav, nekaj nenadnega, nekaj, kar se pojavi, česar ne moremo razložiti in tako naprej. Ampak so hkrati te ljubezenski odnosi, romantični odnosi se vedno razvijali po določenih pravilih. Tudi v romanih vedno najdemo podobno strukturo, kjer se dva srečata, imata neke težave in potem se spet najdeta skupaj in se lahko uživata to ljubezen. Recimo temu tako, pa tudi veljala so res je bilo tudi v procesu dvorjenja in kasneje pri samih odnosih so v bistvu obstajala številna pravila, ki so urejala te odnose. Tudi samo dvorjenje ni bilo nikakor spontano, ampak podrejeno najrazličnejšim pravilom. In potem ona pravi, da v bistvu ključna stvar, ki se zgodi z digitalizacijo romantičnih razmerij, še posebej s pojavom mobilnih aplikacij za zmenke ali pa zmenkovanja prek spleta, je ta, da v bistvu zdaj naenkrat postane, oziroma vsaj naj bi postala ljubezen izračunljiva. Torej, to, ali smo z nekom si usojeni in kompatibilni, je v bistvu nekaj, kar izračunajo računalniki, algoritmi in podobne tehnologije. Ampak pravi avtorica, ta Lee McKinnon, da v bistvu to ne izniči tega tako imenovanega naključja, ki naj bi v preteklosti obstajalo, ampak ga v bistvu še bolj potencira in razmerja postanejo še bolj negotova. Zaradi tega, kot si že prej omenil, Žan, torej te množice izbire negotovosti, ali je ta izbira prava ali ne, torej ta paradoks izbire potem možnosti, da na vsakem naslednjem koraku
spoznaš nekoga novega in tako naprej. Torej v bistvu ta negotovost postane nekako najbolj zaznamuje to digitalizacijo ljubezni. Kar seveda potem sovpada tudi z nekimi splošnimi družbenimi spremembami, recimo, če pogledamo iz nekega sociološkega vidika. Ampak lahko potem več o tem kasneje. Ja, na algoritme se bomo definitivno še vrnili. Zdaj pa mogoče vprašanje za Leo. Zdaj, Ana Marija je nekako povedala, kako te vse spletne platforme za zmenke oblikujejo neke naše izkušnje z iskanjem partnerja. Pa se mogoče zdaj s porastom nekih spletnih platform, kot si že prej omenila, OnlyFans recimo, se pojavijo kakšne alternative izkušnje iskanja partnerja, izkušnje partnerja kot takega? Ja, zdaj tukaj bi mogoče najprej omenila nek širši kontekst transformacij seksualne industrije. Namreč v seksualnem delu, tudi v digitalnem seksualnem delu, naprimer na platformah kot je OnlyFans, postajajo vse bolj popularne storitve, ki so intimne in avtentične. Tukaj lahko govorimo o transformacijah seksualne industrije, ki je prešla od neke industrijske prostitucije v začetku 20. stoletja, ki je bila predvsem omejena na bordele ali pa neke javne hiše in kjer je prevladovala zgolj neka v bistvu spolna zadovoljitev strank, neke, ja, tudi čustveno omejene izmenjave med delavko in stranko, pa je v bistvu za sodobno postindustrijsko seksualno industrijo značilno predvsem delo, ki v ospredje postavlja pomen avtentičnosti in intimnih in emocionalnih storitev, kot so na primer pogovor, ljubkovanje, crkljanje, objemanje in tako naprej. In zdaj tudi jaz bi omenila eno avtorico, na katero smo se referirali v našem raziskovanju. Ona govori, da je nastal v bistvu nov model spolne etike, ki ga poimenuje s pojmom zamejena avtentičnost. Torej ona govori o neki posebni obliki avtentičnosti, ki je omejena na to kratkoročno plačano transakcijo, v kateri si seksualna delavka ali delavec vse bolj prizadeva ustvariti neko vzdušje pristne, čustvene in intimne povezanosti z stranko. In tukaj lahko začnemo govoriti o tej alternativni izkušnji partnerskih odnosov, ki si jo omenil, Andraž. Ena storitev, ki na primer zelo načrtno trži to iluzijo intimnega, nekomercialnega partnerskega odnosa, je storitev Girlfriend Experience oziroma krajše GFE. Torej tukaj gre za storitev, kjer se v bistvu, kot že samo ime pove, delavka v bistvu pretvarja, da je punca oziroma partnerka te stranke, in mu nudi pogovor o osebnih zadevah, poljubljanje, ljubkovanje, pa tudi neke druge prakse, ki so sicer značilne za neka zasebna ali pa nekomercialna partnerska razmerja. Zdaj to bi še omenila, da to zagotovo ni samo posledica digitalizacije seksualnega dela, ampak tudi sprememb intimnosti, pa tudi sprememb dela v poznem kapitalizmu, delo sploh v storitveni ekonomiji, kamor uvrščamo tudi seksualno delo, postaja vse bolj subjektivno, vse bolj vključuje naša čustva, naše osebnostne lastnosti, komunikacije, ustvarjanje nekih socialnih vezi in tako naprej. In razmah te storitvene ekonomije je povzročil tudi preobrazbo intimnosti, za katero so značilne postmoderne družine, ki so sestavljene iz vse bolj izoliranih posameznikov, značilne so bolj fleksibilne oblike intimnih razmerij, recimo v porastu je samskost, ljudje pa tudi to potrebo po intimnosti vse bolj zapolnjujemo bodisi v prijateljskih odnosih ali pa v nekih priložnostnih ali pa časovno zamejenih, lahko tudi plačljivih spolnih srečanj.
Zdaj, mi smo v naši raziskavi tudi opazili, da je porast iskanja teh intimnih razmerij zelo prisoten tudi v digitalnem okolju, sploh zaradi tega, ker je splet sploh v kontekstu seksualnega dela zelo zasičen z nekimi profesionalnimi vsebinami, recimo pornografijo in tako naprej, zaradi česar uporabniki vse bolj povprašujejo po nekih vsebinah, ki dajejo vtis avtentičnosti ali pa neke socialne bližine, pa tudi dostopnosti teh ponudnic storitev. Hvala. In zdaj mogoče k obljubljenim algoritmom. Prej je bilo nekaj že rečeno o tem in da mogoče možnost za neko spontano ljubezen ali pa za neko to nenadno, nepojemljivo, nekaj, kar se ne da opisati. Ampak a je ljubezen postala algoritem? Ja, ni panike. Torej ne, ljubezen ni postala algoritem, to je pač nekako moj odgovor, je pa seveda lahko ljubezen algoritmično posredovana, torej so pač algoritmi neka tehnologija, ki nam lahko pomaga, da pač najdemo ljubezen ali pa da najdemo partnerja ali partnerico začasno, stalno, za različne oblike razmerij in tako naprej. Tako da to bi nekako na kratko bil moj odgovor, mogoče se še kdo lahko priključi. Ja. Jaz bi se kar strinjal, ker algoritem pomeni, da nekaj naredimo računsko in ponovljivo in pridemo do načeloma enakega odgovora, ampak kot je bilo nekako med vrsticami že omenjeno, bi jaz rekel, da prav nasprotno, v današnjem času in z razvojem tehnologije, čeprav se zdi, da se nekako družba homogenizira, pa se dogaja globalizacija in to v resnici prihaja do vse bolj raznolikih odnosov, vse bolj raznolikih življenjskih poti. Ta možnost izbire ponuja tudi to, da si vsak lahko najde točno to, kar si želi, kar je seveda težje najti in potem to prinaša svoje izzive, ampak niso ne življenjske poti in posledično tudi ne ljubezenske poti vedno bolj homogene. Če imamo zdaj na eni strani te digitalne platforme, omrežja, kako pa vse to vpliva na pomen denarja in materialnih dobrin v odnosih? Mogoče, Žan, kar spet k tebi. Mislim, vprašanje, koliko na pomen denarja v odnosih vpliva spreminjajoča se ljubezenska krajina ali pa tehnologija. Je pa definitivno res, da so finance v odnosu neka pomembna vsebina, tako z vidika posameznika kot z vidika neke enote, ali je to par ali je to družina. Zaradi tega, ker denar seveda nosi s sabo neke tudi konotacije, neke občutke, mislim seveda, če ga imaš recimo samozavesti, samoučinkovitosti, v resnici tudi neke oblike kapitala, možnosti, da počneš neke stvari, da povabiš koga kam, v bistvu s tem dviguješ svoj rating. Na drugi strani tudi neenakost v razmerjih ali pa tudi spreminjajoče se odnosi med moškimi in ženskami, na primer pri plačilih, lahko povzročajo pol neka negativna občutja, recimo moški, ki so manj plačani od svojih partnerk, pa zaradi nekih družbenih pričakovanj, da so še vedno oni tisti, ki naj bi zagotavljali preživetje in služili kruh, imajo lahko s tem težave. Ampak tudi na nivoju odnosa, kako se dogovarja o denarju, kako se stvari deli v povezavi z denarjem, tudi to, z kakimi v bistvu navadami ali pa pričakovanji ljudje vstopajo v odnose, temu pravijo raziskovalci finančni skripti oziroma scenariji. Torej, si predstavljamo denar kot nekaj umazanega, česar ne smemo imeti, ga fetišiziramo in pač različne oblike.
In recimo kompatibilnost teh nekih predstav, kako naj bi se delalo z denarjem, koliko informacij o recimo svojem denarnem stanju sem pripravljen deliti z drugimi ljudmi, sploh v Sloveniji, kjer vemo, da je denar tabu tema. In mladi v naših raziskavah naprimer poročajo, ko smo jih spraševali, naprimer, koga bi vprašali za finančni nasvet, okrog 90% bi vprašalo starše, kdo bi vprašal prijatelja, potem pa dolgo nikogar drugega, zaradi tega, ker je denar nekaj, o čemer se govori v družini, o tem se ne govori javno. In na drugi strani z nekega vidika družbe ali pa družbenih pričakovanj, ta ideja individualne odgovornosti, ideja rasti, ki je povezana z kapitalističnim sistemom, torej po eni strani gonja po denarju, ki potem predstavlja uspeh, in internet kot ena možnost, da se ta denar zasluži. Mimogrede tudi otroci vse bolj poročajo, ko jih sprašujejo po njihovih poklicnih preferencah, kaj bi bili, ni več to gasilec, astronavt in učiteljica, ampak bogat, slaven in influencer. In na drugi strani to, da je treba svoje finančno stanje mogoče skrivati, prikrivati, ga predstaviti na boljši način. Vse to lahko prispeva k resnici tudi napetostim v odnosu. Mogoče samo ena še zanimivost iz ene raziskave, ki smo jo delali o medijski pismenosti, spet z srednješolci in študenti, je tudi pokazala, da tisto, kar najbolj pogrešajo mladi, recimo v srednjih šolah ali na splošno pri izobraževanju, je prav neka finančna pismenost in spet ta poudarek na denarju, spet finančna pismenost, hkrati pa so bili zadržani, ko smo jih spraševali recimo o kriptovalutah, o njihovem znanju o kriptovalutah. To je bilo nekaj, kar glede česar so bili zadržani, niso želeli deliti tega znanja in tako naprej. Samo opazka. Ja, in pol diskrepance, ne, si tradicionalno finančna pismenost nizka v bistvu vsem tako imenovanem razvitem svetu, ampak ta je tudi nek razkorak med tem, kaj lahko starši posredujejo, čeprav vemo, da so pomembni posredniki finančne socializacije, na drugi strani nekih pričakovanj, kje naj bi se to izobraževalo, v šolskem sistemu, kjer po učnih načrtih naj bi se to počelo, naprimer pri matematiki, gospodinjstvu in tako naprej, ampak na drugi strani tudi neka averzija učiteljev, ki je tudi razumljiva zaradi tega, ker hitro pridemo v teritorij dajanja nasvetov in naprimer kako izobraževati o kriptovalutah, brez da napeljuješ ljudi na eno ali pa drugo možnost ali pa jim poveš, kaj je dobro, kar je slabo. Čeprav je v resnici to, kar bi si ljudje pogosto najbolj želeli, neke hitre recepte ali pa nasvete, kako se obrniti, ne samo nekega širokega znanja, kritičnega pogleda, ampak tu smo že šli iz teme ljubezni. No, da se vrnemo nazaj na temo ljubezni. Kako digitalno okolje vpliva na tako imenovane sponzorirane odnose in kakšne so nekaj, si Leja že govorila o etičnih implikacijah, kakšne so etične implikacije tega, se pravi sponzoriranih odnosov? Ja, zdaj tukaj pri tem vprašanju je verjetno mišljen pojav teh sugar daddy, sugar mommy oblik odnosov. Sicer jaz res nimam podatkov o tem, no, sem pa hotela pri tem vprašanju nekaj drugega izpostaviti, in sicer omenila bi to konkurenčnost storitev v digitalnem okolju, sploh na platformah, kjer je potrebno v bistvu vlagati zelo veliko dodatnega napora v to, da ti ustvariš neko tržno podobo, ki bo stranke prepričala v to, da naročijo ravno tvojo storitev ali pa ravno tvoje vsebine, ne. In prav tukaj igra ključno vlogo opravljanje tega intimnega pa emocionalnega dela, o katerem sem tudi že prej govorila, ki lahko zagotovita to avtentičnost in posledično tudi konkurenčnost seksualnih storitev.
Zdaj, ja, to je pomembno predvsem z tega vidika, ker so delavke za to, da si zagotovijo to konkurenčnost, v bistvu prisiljene v to, da prodajajo čisto vse, kar je na voljo, ne, vključno s svojimi afekti, intimnostjo, spolnostjo in različnimi drugimi telesnimi storitvami. Zdaj, z vidika etičnih implikacij pa tudi ugotavljamo, da prav ta intimizacija pa emocionalizacija dela prenašata slabšanje razmer v seksualnem delu. Prvič zato, ker ogrožata zasebnost delavk, zaradi tega, ker morajo delavke v svoje delo investirati vedno več lastne intimnosti. Zaradi algoritmov je zelo pomembna ta neprestana prisotnost na platformah, vzdrževanje komunikacije s strankami, ker pa to delo poteka največkrat tudi od doma, ne, zaradi vseh teh dejavnikov je zelo oteženo to ločevanje zasebnega in poklicnega življenja, ne, za te delavke. Potem drugič, to afektivno delo največkrat tudi ni dodatno plačano, torej to, da ti investiraš v odnose s strankami, da nenehno komuniciraš z njimi, navsezadnje tudi, da vzdržuješ neko ustrezno fizično podobo za to delo, a ne. To so vse neplačane oblike dela. In tretjič, gre za v bistvu obliko platformnega dela, ki že tako ali tako ne zagotavlja dostojnih delovnih pogojev in pa uveljavljanja tudi delavskih pravic, med drugim tudi zaradi pomanjkljive regulacije področja. Zelo veliko ustvarjalk na platformi OnlyFans dela v prekarnih delovnih pogojih, imajo zelo nestalne prihodke, nek mit je, da se tukaj služi neke bajne vsote, pa v realnosti velikokrat ni tako. Nimajo osnovnih delavskih pravic, kot so plačan dopust, bolniška odsotnost, pokojninsko zavarovanje in tako naprej. Poleg tega pa jim platforma vzame tudi 20% njihovega zaslužka. In to so vse neki dejavniki, ki imajo tudi vpliv, ali pa imajo tudi neke etične implikacije za to področje. Pa obstajajo mogoče tudi kakšne, recimo, agencije, ki prevzamejo del teh, recimo, ustvarjanja stikov, recimo, ki outsourcajo določen del te aktivnosti? Ja, to sem v bistvu zadnjič slišala v enem prispevku, zdaj je bilo tudi veliko javne debate na temo OnlyFans, predvsem zaradi tega, ne, ker je FURS v bistvu pozval ustvarjalke in ustvarjalce, da morajo svojo dejavnost registrirati. In v tem prispevku je bilo rečeno, da obstajajo tako imenovani promotorji, ki promovirajo OnlyFans profile ustvarjalk in ustvarjalcev. Poleg tega pa naj bi obstajali tudi tako imenovani klepetalci, ki pa so večinoma outsourcani, mislim, da je v Indiji, in ki komunicirajo s temi strankami, ne. Tako da v bistvu ozadje za tem ni nujno, da so same ustvarjalke. Čeprav jaz mislim, da tukaj gre za neke ustvarjalke, ki imajo zelo veliko naročnikov, zelo velike profile, ki pa jih v Sloveniji tudi ni nujno toliko veliko, no. Ja. Ja, pa mogoče je pomembno tukaj povedati, da vse bolj to delo, sploh recimo klepetanja, prevzema tudi umetna inteligenca. Torej z razvojem različnih chatbotov in tako naprej, pač te tehnologije se vključujejo tako v to platformno delo, kot pa tudi recimo v same aplikacije za zmenke. Recimo Grindr bo kmalu oziroma že testira tako imenovanega wingmana, ki ti sugerira v bistvu, kaj bi bila najboljša izbira zate, ki ti sugerira, kako naj bi naslovil določeno osebo glede na njegovega wingmana. Isto pač razvija tudi Tinder, Bumble in tako naprej. Torej naj bi tehnologija umetne inteligence prevzela pravzaprav to odločanje, proces izbire in potem tudi začetno recimo komunikacijo, dopisovanje med osebami.
Tako da tu je še novi trend, ki se razvija zelo hitro in bo treba spet narediti eno novo raziskavo, zato da ugotovimo, kakšne spremembe so. Ampak ja, mogoče bi sam še nekaj dodala v povezavi z avtentičnostjo, ker ko sem jaz delala raziskavo o delovanju uporabi mobilne aplikacije za zmenke Tinder v Sloveniji oziroma bolj natančno v Ljubljani, se je v bistvu izkazalo med uporabniki in uporabnicami, da so zelo skeptični, torej da obstaja neka skepsa do avtentičnosti oseb, ki uporabljajo aplikacije za zmenke in do avtentičnosti odnosov oziroma čustev, ki nastajajo, ki se oblikujejo pač na teh platformah. In je to v bistvu zelo zanimivo, ker si omenjala, da pravzaprav je avtentičnost nekaj, kar se torej na OnlyFansu išče in prodaja, medtem ko če primerjamo to recimo s Tinderjem ali pa z drugimi aplikacijami, so uporabniki in uporabnice izjemno rezervirani do tega, torej dvomijo, da je sploh kaj takega možno. Ja, je pa to povezano tudi verjetno z dolžino interakcij in to, ne, ker dlje časa, kot spremljaš nekoga več, kot se recimo razkrije o njem skozi različne videe, skozi različne situacije, se oblikujejo neki parasocialni odnosi, ta občutek, da nekoga poznaš, ki mogoče iz nekaj slik in opisa na Tinderju še ni toliko jasno, oziroma tudi je verjetno namen malo drugačen. Tam je, dajmo se prodati najboljšemu ponudniku, najboljši ponudnici, tu je pa v bistvu ponuja neko storitev, ki pa sem želel dodati, da je poleg vseh teh strukturnih, etičnih težav v resnici tudi psihološko zelo obremenjujoča. Mislim, se strukturne težave potem se prenašajo na osebno, ampak to tehtanje med neko persono, neko identiteto, ki jo vzdržuješ za svoje recimo poklicne namene, tega na platformi, potem tem, kdo si ti, kaj si ti, je zabrisane meje, to, da se ne moreš umakniti v primeru svojega stanovanja, to vse povečuje možnost neke izgorelosti ali pa stresa pri delu ali pa nezmožnosti v bistvu umiritve čustev, ki so ves čas na udaru. In pol ni presenetljivo, da na drugi strani obstajajo storitve, ki človeka razbremenijo, paradoksalno na drugi strani, kot smo rekli na začetku, pa pol se ljudje pogovarjajo z resnici z nekim podplačanim indicem ali pa z algoritmom in se ob tem zelo dobro počutijo in je pol vprašanje, zakaj pa rabimo nekoga, ki izgoreva in trpi na drugi strani. Morda vprašanje, kaj so tako imenovana priložnostna razmerja ali pa recimo, čemur se danes reče situationship. Mogoče Ana Marija, pa če se kdo potem še odzove. Oprosti, až lahko še enkrat samo ponoviš, torej kaj so ali... Kaj so, kaj ja, so. tako. Torej, priložnostna razmerja, nisem vedela, da je to prevod situationshipa v slovenščino, ampak okej. Ker jaz bi rekla, da tudi ostale oblike razmerij bi lahko poimenovali kot priložnostna razmerja, torej ne samo situationshipe, ampak tudi recimo zdaj sem zablokirala Friends with Benefits, ja, hvala. Friends with Benefits in podobno, ampak recimo, da je za situationshipe ali pa priložnostna razmerja značilno to, da v bistvu posnemajo neke heteronormativne monogamne odnose, ampak da v bistvu umanjka ta odgovornost do drugega v tem odnosu, torej recimo, da sta to partner in partnerica, ki se obnašata, kot da bi bila v zvezi, ampak ne obstajata neka odgovornost do drugega, lahko je na kateri koli točki možno je prekiniti razmerje
ali pa začeti razmerje z nekom drugim, ni pogovora o neki daljši prihodnosti znotraj tega razmerja in tako naprej. Hkrati pa se mi zdi, da je v situationshipih zelo velik problem ta neenakost med spoloma in na splošno razmerja moči med spoloma, ki se nekako preslika iz teh heteronormativnih monogamnih razmerij. Mogoče, če gre malo scenarija, odgovornost do drugega. Ne? Če malo mogoče razširimo izven samo te zamejene teme ali pa recimo iz priložnostnih odnosov oziroma priložnostnih razmerij, se to mogoče kaže tudi kje drugje, širše, mogoče Žan. Jaz sem nasploh skeptičen do katerekoli trditve, ki govori, da ne vem, mladi ljudje ali pa ljudje nasploh danes postajamo slabši, kot smo bili, in tudi v resnici raziskave ne kažejo, da bi na primer mladi ali pa malo manj mladi, tak recimo do 30. leta, bili na primer manj družbeno odgovorni, da bi jih manj zanimale neke teme, tudi poročajo o nekih ravneh generativnosti, torej skrbi za druge. Vprašanje pa je, kako se to preslika na neko individualno raven, ker tako, kot smo slišali, je tu problem neke zavezanosti, ki pa ni nujno samodnosna, ampak lahko izhaja tudi iz nekih lastnih potreb ali pa nezmožnosti, da se odločimo za nekaj, ker imamo druge možnosti, ker iščemo nekaj še bolj popolnega, ker je tako lažje, ker je tempo življenja drugačen. Ampak ja, ne bi posploševal to. Ne. Ja, pa jaz bi mogoče tukaj še dodala, da ko govorimo o priložnostnih razmerjih, pa zdaj pač vključujem tukaj najširši možen spekter razmerij, ki niso monogamna, heteronormativna razmerja, da jih, ko jih definiramo in ko se o njih pogovarjamo, najpogosteje primerjamo torej s temi in monogamna, heteronormativna razmerja mi jemljemo kot nek ideal, kot nek zgodovinski ideal, kot nasplošno ideal, ki se je skozi zgodovino in nasplošno pokazal, da pač ni tako idealen in da pač ima tudi svoje neke pomanjkljivosti. In potem pač ta priložnostna razmerja se mi zdi, da so vedno definirana kot v negativni luči zaradi tega, ker niso to, kar naj bi bilo pač idealno in prevladujoče in najboljše za vse. To se mi zdi, da je pomembno pač tukaj izpostaviti in da se tudi pomembno zavedati, da mogoče te binarizmi niso nujno najboljši vedno, ko govorimo o različnih oblikah odnosov in razmerij v družbi. Je pa tudi res mogoče samo v prilogu tega, kaj pa je spet na neki individualni ravni, ne? Sicer raziskave iz Amerike, ampak še vedno okrog 70% ljudi pravi, da si najbolj želijo nekega tradicionalnega monogamnega odnosa z hišo, psom in ne vem, belo ograjo. In potem dojemajo v bistvu vse te drugačne oblike odnosov kot enega od korakov, ki jih bo pripeljal v nekem trenutku do bistvu te tradicionalne ideje tega, kaj je odnos ali pa kaj je družina. No, v bistvu ste naredili super prehod na naslednjo temo, na spreminjanje socialnih norm glede spolnosti, intimnosti in same mogoče komercializacije odnosov. Tako da vprašanje zate, Leja, kako digitalni mediji vplivajo na vse to? Ja, zdaj tukaj lahko spet govorimo o enem specifičnem bazenčku. Torej, zdaj digitalne platforme so sigurno naredile seksualno delo bolj družbeno vidno, več se je začelo govoriti o tem. Kljub temu pa tudi vidimo, da digitalizacija ne zmanjšuje njegove stigme. Mi v naši raziskavi ugotavljamo, da
je stigma eno izmed največjih poklicnih tveganj v seksualnem delu in da delavke in delavci doživljajo stigmatizacijo v zasebnem življenju, naprimer tako, da bližnji prekinejo z njimi odnose zaradi njihovega dela, da imajo žaljive pripombe, komentarje. Še večji problem je pa pričakovana stigma, zaradi katere se tudi delavke in delavci, če potrebujejo podporo ali pa pomoč, ne obračajo na institucije, ker tam pričakujejo neko diskriminatorno obravnavo. Zdi se mi tudi, da seksualno delo še vedno ostaja zelo tabuizirano, sploh zaradi tega, ker je percipirano ravno zato, ker je monogamija verjetno tudi nek tak idealiziran koncept. Predpostavljajo, odnosi v seksualnem delu so percipirani kot nekako moralno kontaminirani, tudi zaradi tega, ker so plačljivi, poleg tega pa tudi zaradi, ne vem, ženske promiskuitete in tako naprej. Tako da, ja, preseganje teh nekih spolnih norm na področju seksualnosti pa intimnosti zagotovo terja neke bolj korenite premike kot pa zgolj digitalizacijo, ki pa je mogoče vsaj malo doprinesla k temu, da se o tem več govori tudi v javnosti. Pa, če se mogoče kar premaknemo k nekim sklepnim, zaključnim, skupnim vprašanjem. Mogoče bi sem še tle dodala, če smem. Seveda. Ja, tudi recimo v preteklem desetletju smo videli torej spremembe v normah, kar se tiče zmenkovanja, spletnega zmenkovanja, ker danes res, ne vem, če samo vzamemo naročnike, ki uporabljajo recimo mobilno aplikacijo za zmenke Tinder, je teh 11 milijonov na globalni ravni, skoraj 80 milijonov ljudi uporablja to eno aplikacijo in potem so pa še številke, ki govorijo o uporabi še drugih aplikacij, torej je recimo spletno zmenkovanje postalo normalizirano in hkrati tudi sem od uporabnikov in uporabnic Tinderja slišala tudi takšne izkušnje, da v bistvu, če nekoga srečajo recimo na ulici v Ljubljani in je v njihovi neposredni bližini, recimo v tem lokalu, da najprej grejo pogledat na Tinder, če je ta oseba, ali pa na Grindr, če je ta oseba pač prosta, recimo temu tako, oziroma če uporablja mobilne aplikacije za zmenke, zaradi tega, ker to posledično pomeni, da je dostopna oziroma dosegljiva, da se na ta način lahko začne nekakšna komunikacija. Tako da ja, mogoče tudi to je pomembno izpostaviti, kar se tiče teh spremenjenih norm. Kako lahko spodbujamo odgovorno ravnanje v digitalnih prostorih, kjer se prepletajo denar, socialni status in intimnost? Zdaj nekaj besed je bilo rečeno na samo percepcijo v javnosti, da se o tem več govori. Kaj pa še kaj več? Mogoče kar začnemo na tisti strani in se pomikamo sem. Ja, jaz žal nikoli ne vem, kaj bi odgovorila na takšna vprašanja, ker težko nekako si zamislim, kaj bi bil ta idealen scenarij. Jaz mislim, da je ena stvar, ki je nujna, in sicer večja odgovornost podjetij in razvijalcev tehnologije in na splošno digitalne tehnologije in manj individualizacije odgovornosti. To se mi zdi ključno zaradi tega, ker spet ena ugotovitev, do katere sem prišla recimo v svoji raziskavi, je ta, da ženske, ko doživijo, in v večini primerov gre za ženske, torej ko doživijo neko spolno nadlegovanje ali nasilje, tega ne prijavijo, čeprav obstaja možnost že v sami aplikaciji, da aplikaciji prijavijo nadlegovanje in potem aplikacija, v tem primeru Tinder,
lahko umakne profil te osebe, recimo same aplikacije, ampak tudi ne prijavijo nasilja institucijam, torej policiji in podobno. Torej tukaj se mi zdi, da pač je to nekaj, kar je zelo problematično, ampak hkrati se mi tudi zdi, da pač ne bo rešeno na tej neki individualni ravni in da seveda je treba opolnomočiti ženske, da prijavljajo in tudi moške pač, da prijavljajo nasilje, ampak hkrati je treba pač zagotoviti odgovornost strani pač tistih, ki razvijajo tehnologijo. In tukaj ne govorimo samo pač o varnosti, tej neposredni telesni varnosti ali pa nadlegovanju, ampak tudi kar se tiče varnosti deljenja podatkov in tako naprej. To bi bilo ena od možnih rešitev. Ja, jaz bi se kar strinjala, tudi z vidika seksualnega dela bi bilo treba začeti reševati nekako stvari sistemsko, tako da bi te platforme postale bolj odgovorne, da bi delavkam zagotavljale delavske pravice, tako kot jih morajo vsi drugi delodajalci, da ne bi pobirale takih provizij, kot jih v bistvu samo zato, da imaš ti lahko na tej platformi profil. Mogoče še to bi omenila, da bi bilo potrebno tudi ozaveščati uporabnike, ker se dogaja veliko tudi tega nekega spletnega nadlegovanja ali pa nasilja v digitalnih okoljih. Naprimer na OnlyFansu se dosti dogaja to, da se nezakonito razširja te vsebine, ki so tam objavljene, ali pa da se razkriva identiteta ustvarjalk in ustvarjalcev. In v bistvu tudi platforme umikajo roke od tega, nimajo nobenih v bistvu ukrepov ali pa kodeksov, kako ravnati v teh primerih. Meni se zdi fajn, da smo šli od malo širših stvari, pa pridemo zdaj do mene, ki lahko neham biti socialni psiholog, ampak razvojni. Meni se zdi, da je treba marsikaj začeti precej zgodaj, skozi razvoj neke medijske pismenosti, računalniške pismenosti ali pa ne vem, tudi v resnici kritičnega razmišljanja, za katerega se izkaže, da ga lahko učinkovito začnemo vzbujati že v vrtcu, naprimer pri 4-5 letih. Da če operiramo z floskulami, da danes mladi rastejo z internetom, s tehnologijo, da ne rastejo nekako nepovezano, ampak da v bistvu že se opremljajo z nekim znanjem in veščinami in da se zavedajo pasti, pri čemer, čeprav rezultati mednarodnih študij kažejo, da ne briljirajo naši učenci, naprimer v računalniški pismenosti, je pa vseeno ni tako pesimistična slika, ko pridemo do zavedanja v bistvu škodljivih posledic tehnologij ali pa nekih pasti, ki se skrivajo, nekega negativnega vpliva na samo podobo in to. Bi pa definitivno neko v kombinaciji z nekimi kampanjami pa regulacijo tudi ne v smislu individualizacije odgovornosti, tu se zelo strinjam, ampak nekih veščin, ki jih lahko vsak posameznik pa potem uporabi, ali pa če razmišljamo individualno, mislim, to je malo zdaj iztrgano, potem vedno iz konteksta, ampak kaj bi nas, naučila lahko psihologija o ljudeh, ki, upravljajo stresne poklice, da vejo, kdaj se morajo ustaviti, da prepoznajo pri sebi neke znake izgorelosti in take stvari, kjer je pa pač malo naivno pričakovati, da bodo ljudje lahko to počeli iztrgani iz nekega konteksta in v bistvu potrebe potem, da se ne morajo izklopiti zato, ker to pomeni, da ne bodo mogli plačati položnic ali pa kupiti hrane, ampak tudi ta vidik neke krepitve veščin ali pa psiholoških nekih zmožnosti, ki jih imamo. V dobi, kjer se zdi, da je vse na voljo in dosegljivo, tako kot ste povedali, glede raznih pomanjkljivih nadzornih funkcij ali pa zlorab, zdaj se soočamo z nekim paradoksom izbire in osamljenosti.
A nas digitalna povezanost dejansko zbližuje ali nas nasprotno oddaljuje od pristnih medosebnih odnosov? Pa mogoče začnemo zdaj na tej strani. Ja, meni je všeč ta izraz paradoks izbire, zaradi tega, ker nam v resnici izbira ne koristi kaj dosti. Mislim, čist v nekem kognitivnem smislu. No, to, da imamo več možnosti, se sliši na prvi pogled super, ampak nas in ljudje to poročajo, no, da jih obremenjuje, težje sprejmejo odločitev, manj zadovoljni so z odločitvijo, mislim, lahko govorimo pa zdaj o čevljih ali pa o ljudeh. In v resnici postavlja tudi ta navidezno velik bazen in vsi ti ljudje in možnosti, med katerimi lahko izbiramo, tudi neka visoka pričakovanja, ki so bolj problematična. Za drugi del vprašanja pa sem zdaj že pozabil, kaj je bil. Če nas ta digitalna povezanost dejansko zbližuje ali nas nasprotno. Ja, koliko jaz poznam raziskave, so rezultati mešani oziroma ni nekega univerzalnega pravila. Ne? Na nek način nam lahko splet, tehnologije, aplikacije, kakorkoli pomagajo vzdrževati neke odnose, tudi neke oblike intimnosti. Nekateri ljudje so s takimi odnosi zelo zadovoljni, na drugi strani pa so ljudje, ki pa se jim ti odnosi prek spleta ne zdijo enako kakovostni. Tako da tu je v bistvu treba, kot bi rekli mi v raziskovanju, uporabiti na osebo osredotočen, ne na spremenljivko osredotočen pristop. Ja, jaz se kar strinjam, da tukaj ni nekega enoznačnega odgovora. Tudi v kontekstu seksualnega dela lahko vidimo določeno, naprimer, funkcionalnost tega. Predvsem imam tukaj v mislih recimo spolne asistente, ki nudijo spolne storitve, naprimer invalidom. Se mi zdi, da tudi tukaj te digitalne oblike seksualnega dela lahko marsikomu ustrezajo ali pa so zanj bolj primerni načini za vzpostavljanje nekih tudi intimnih ali pa romantičnih odnosov. In tudi po svoje ustrezajo tudi logiki delovanja sodobnega človeka. Mislim, da nimamo toliko časa, da bi investirali v neka pristna razmerja. Na drugi strani pa, kot je tudi že Žan rekel, ni nujno, da so te odnosi toliko kakovostni. Zdi se mi tudi problematično, da lahko izkrivljajo neka pričakovanja potem v realnem življenju, ki jih imamo do odnosov, sploh ne vem, naprimer v pornografiji in tako, kako potem to vpliva na spolne odnose v realnem življenju, naprimer. Verjetno podobno tudi z vzpostavljanjem teh romantičnih razmerij. Jaz bi se spet strinjala, ker se mi zdi, da kot družboslovke in družboslovci težko odgovarjamo na vprašanja ali. Mislim, da je tukaj, da se zavedamo vsi, da je pač možnosti veliko, zagotovo vsi imamo eno osebo ali pa več oseb, s katerimi je neka intimna povezava možna prav zaradi tega, ker imamo dostop do digitalnih tehnologij, bodisi zaradi tega, ker ta oseba živi nekje daleč ali mi smo se odselili ali odselile in tako naprej. Hkrati pa sem razmišljala tudi o tem, da recimo je, ne vem, moja prateta, ne vem, v 80-ih in v 70-ih svojo sestrično živela sama na vasi. Pa me tudi zanima, kako bi odgovorila na to vprašanje, če je osamljena ali pa ne in če sploh, ker so te zgodbe, to zdaj malo anekdotično, ampak vedno so
krožile te zgodbe, da je ona bila ful vesela, ko so vsi šli iz vasi domov v mesto in je spet ostala sama svojo sestrično in bila ful vesela zaradi tega. Tako da ja, mislim, nočem relativizirati, sam hočem pokazati, koliko je res množica nekih izkušenj v družbi, da je težko pač odgovarjati na vprašanje ali. In še zadnje vprašanje, ki je mogoče spet malo težko za odgovoriti. Kako, glede na vse, kar smo danes slišali, kako vidite prihodnost medosebnih odnosov v digitalni dobi? Pa mogoče začnemo na sredini. Ja, ne vem, jaz sem pri tem vprašanju predvsem razmišljala, kako bodo te tehnologije umetne inteligence vplivale na področje seksualnega dela. Zdi se mi, da vseeno to ni še toliko razširjeno ali pa uporabljeno. Spraševala sem se tudi, če lahko v bistvu umetna inteligenca nadomesti ta človeški faktor, čeprav se mi zdi, da gremo vse bolj v to smer, da ga bo lahko, no, tako da ja, ostaja boljše v nekih razmislekih, kot pa pri nekih trdnih odgovorih. Ja, strinjala bi se, torej odnosi še vedno bodo. To je nekako moja predikcija, ne. In verjetno bodo tudi odnosi najrazličnejši z najrazličnejšimi oblikami tehnologije. Še posebej bo v naslednjih 5 letih lahko z gotovostjo trdimo, da se bo povečala uporaba umetne inteligence, različnih chatbotov, chat agentov in tako naprej. In zdi se mi, da na teh področjih bo vse več nekako teh razmerij med človekom in tehnologijo, ampak ne zdi se mi, da bo zaradi tega izginil medčloveški stik. Tako nekako, če lahko spekuliram. Jaz bi se strinjal, ker sem tudi večen optimist in se mi zdi, da imamo ljudje neko agentnost in bomo v resnici tudi svet zapeljali v neko smer, ki nam bo potrebna, in načeloma vemo, da so nam odnosi medosebni pomembni in se bo v to smer peljalo. Zdaj lahko ostanemo pri tem, lahko smo cinični pa rečemo, da v končni fazi tudi zato, ker se bo to prodajalo ali pa zato, ker nikomur ni v interesu, da so ljudje osamljeni in nesrečni in delajo samomore, ker potem tudi ne morejo participirati v družbi ali pa v kapitalizmu. Ampak ja, no, tako ali drugače, v nekem trenutku se bojo stvari mislim, ali izravnale, dvomim pa, da se bodo vrnile v okvire, ki smo jih poznali. Pač šlo bo za neko dinamično interakcijo med spreminjajočimi pričakovanji pa spreminjajočimi potrebami in potem tehnologijo, recimo v tem primeru, ki bo te potrebe poskušala naslavljati ali pa ustvarjati. Preden gremo na razpravo, najlepša hvala vsem sogovornicam in sogovorniku. Vsi, ki ste prišli, ste tudi lepo vabljeni na vse ostale dogodke Dnevov enakosti spolov. Naslednje je vključevanje, raznolikost, enakost in dostop v visokem šolstvu, dobre prakse projekta Ideja, ki ga organizira izredni profesor dr. Blaž Repe. Zdaj pa mogoče prostor odpiram za vprašanja, za razpravo, tako da ne se bati, dobite mikrofon, ne zato, da bi vas mi bolje slišali, ampak zato, da vas bo kamera bolje posnela. Najprej hvala lepa za vse vaše uvide in prezentacijo vaših raziskovalnih dosežkov. Bilo je zanimivo vas poslušati, ampak glede na to, da smo na dnevih enakosti spolov, lahko pričakujete, kaj bom vprašala. Torej, kako je vsa ta digitalna tehnologija do zdaj vplivala in kako še bo na neenakost spolov?
ali bo še bolj poglabljala, mislim, spet je to ali, ne mislim, da bo samo v eno smer šla, ampak me zanima, kako vi vidite, kaj se bo dogajalo na tem področju, to je eno vprašanje. In drugo vprašanje, ki me zelo zanima tudi je, kako je digitalna tehnologija vplivala na odnos do telesa. Ker vendarle je zdaj telo drugače percipirano, vsaj tako sem si jaz predstavljala glede na vaše predstavitve. V analognem svetu ima telo neko drugo vrednost, nek drugačen odnos kot mogoče v digitalnem. Me zanima, kaj boste, kako vi to vidite. V redu. Kar se tiče enakosti oziroma neenakosti spolov, jaz bi rekla, da kar se tiče torej moje raziskave oziroma ugotovitev, do katerih sem jaz prišla, bi rekla, da kot sem že prej omenila, torej, da tehnologija ali pa mobilne aplikacije za zmenke ali pa platforme za zmenkovanje sicer normativno stremijo k temu, da nekako recimo temu tako popravijo te napake, recimo nadlegovanja, spolno zaznamovanega nasilja in tako naprej, ampak to še vedno obstaja in se dogaja. Bodisi na spletu ali potem v živo, na zmenkih in tako naprej. In kot sem že prej omenila, vsaj že tiste ženske, s katerimi sem jaz govorila, ampak tudi v primerjavi pač z drugimi raziskavami ženske tega nadlegovanja in nasilja ne prijavljajo. Torej, kar se tiče recimo tega področja. Hkrati pa moški, s katerimi sem se pogovarjala, ampak nimam zdaj podatkov iz drugih raziskav, ko sem jih vprašala glede nekih neprijetnih situacij ali pa nadlegovanja, sem dobila odgovor, da v bistvu jim ni bilo čisto jasno, zakaj jih to sprašujem, in so najpogosteje začeli odgovarjati v imenu svojih prijateljic ali sestre in tako naprej. Razen v primeru, ko sem se pogovarjala z geji, torej z gej moškimi. Oni pa so že imeli neke izkušnje. Torej, kar se tega tiče. Potem je še vedno so prisotne te norme, da je ženska tista, ki čaka, da jo torej moški nagovori, da je moški tisti, od katerega se pričakuje, da prvi piše. Torej, ko pride do ujemanja in ko se dve osebi povežeta, se od moškega pričakuje, da prvi pristopi, recimo temu tako. In tudi še vedno, prav zdaj težko posplošujem, ampak tudi pričakuje se, da potem moški plača, recimo, ko pride do zmenka. Zdaj mogoče bo Žan me dopolnil s kakimi podatki, kakšnimi dodatnimi podatki, ampak to so recimo informacije, ki jih imam jaz iz svoje raziskave. In recimo, če se še omenim še to, torej mobilna aplikacija za zmenke Bumble je narejena tako, da ko pride do ujemanja, je ženska tista, ki mora prva pisati moški osebi, če torej pride do ujemanja med moškim in žensko. In potem v večini primerov ženske sicer naredijo prvi korak, torej odprejo komunikacijo, najpogosteje s kakšnim hej ali pa hello ali pa zdravo, in potem se spet pričakuje od moškega, da nekako prevzame komunikacijo. Ja. Ja, meni se zdi, da je to lepa ponazoritev tega, da tehnologija v bistvu odslikava neko širšo družbeno realnost in da bi tukaj tehnologija prevzela neko agentno vlogo spreminjanja. Seveda, ja, v nekih delih lahko omogoča to, zaradi tega, ker mislim, daje platformo, daje možnost neke komunikacije, iskanja somišljenikov, ampak na drugi strani pa obstajajo neka bolj ali manj zakotja spleta, kjer so spolne neenakosti potencirane in cvetijo.
Kar se pa tiče dela vprašanja vezanega na dojemanje telesa, mi je pa bila fascinantna, pa ne vem, če na dober način, ena študija, v kateri so učence oziroma tudi študente spraševali različne stvari in nekateri so si lahko pomagali z računalnikom, nekateri si niso smeli pomagati z računalnikom. Na koncu so jih pa spraševali, kako so prišli do odgovora. Torej, nič ni narobe, če ste si pomagali, samo povejte. Vmes so jih pa snemali, kaj so dejansko poiskali na spletu, kaj so sami odgovorili. In v resnici je postal pri veliko mladih računalnik ali pa splet nek podaljšek miselnega aparata, ki ga niti ne dojemajo več kot podaljšek. Niso znali oceniti, ali je to nekaj, kar so oni znali, ali je to nekaj, kar so poiskali na spletu. In v kombinaciji z tudi razvojem virtualne resničnosti in tega, kaj omogoča in kako potem zaznavajo telo, in ljudje poročajo, da zaznavajo tudi neke oblike občutij, ko se opazujejo oziroma opazujejo svoje telesne dele v virtualni resničnosti. Bi rekel, da se na nek način ali pa na nekih področjih briše meja med fizičnim in recimo spletnim, digitalnim, kakorkoli. Ja, kar se tiče prvega vprašanja, glede enakosti spolov, v bistvu tudi v digitalno okolje se preslikavajo zelo podobna razmerja moči kot sicer v kontekstu seksualnega dela, torej večinoma so ponudnice ženske, povpraševalci po storitvah pa moški. Kar smo ugotovili tudi v naši raziskavi, je to, da so največkrat moški, torej stranke, tudi povzročitelji nasilja nad ženskami oziroma nad delavkami. Tako da ja, v tem smislu mogoče ne presega nekih obstoječih neenakosti. Se mi pa zdi, da na splošno seksualno delo, ne nujno samo digitalno, presega neke kulturne vzorce ali pa norme, ki se dotikajo seksualnosti, predvsem zaradi tega, ker tukaj je pa ravno ženska tista, ki je aktivna v svoji spolnosti, ki prevzema pač neko vlogo, kjer avtonomno razpolaga s svojim telesom in tako naprej, in ni v tej vlogi neke pasivne ali pa čiste ženske, ki ni seksualna, ne. Tako da mogoče v tem smislu je nek emancipatorni učinek seksualnega dela. Kar se tiče pa odnosa do telesa, mi je bilo pa zanimivo, ker smo se v naši raziskavi pogovarjali z ustvarjalkami na platformi OnlyFans in je ena recimo omenila, da je začela zaradi tega dela drugače dojemati svoje telo, da je videla, da ni nujno, da imaš idealno postavo, da ne ustrezaš pač nekemu uveljavljenemu družbenemu idealu, ampak da so strankam všeč tudi druge stvari in da je na ta način do neke mere lahko tudi izboljšala svojo telesno samopodobo. To mi je bilo zanimivo, no, pa bi mogoče omenila. Ja. Če ni nadaljnjih vprašanj, lahko potem na tej točki zaključimo. Še enkrat hvala vsem in se vidimo še na kakšnem dogodku.